Dragi moji, pa smo tukaj in karte so pripravljene. Karte, ki so prav posebne, tokrat zbrane, vidiš, take rdeče, močne, odločne. Zakaj? Zaradi tega, ker želim danes poklicati nadangela Mihaela in nadangela Natanijela, da data ključne smernice za poravnavo Marsa in Saturna, ki je dobesedno že skoraj pred vrati. Okay? Resnično velika poravnava. Nekateri boste z mano 5.4. na meditaciji, ker se želite na to pripraviti, ker hočete, da vas na ta večer jaz vodim in da vas na to poravnavo zelo dobro prpnem na ta prave frekvence. Ker pa vem, da mogoče, ker imam samo še 17 prostih mest, ne boste mogli biti vsi z mano, bi vam rada vsaj predala neke smernice, kaj ta teden delati. In odločila sem se, da nadangela Mihaela in Natanijela vprašati, kaj delati na miselnem nivoju, čustvenem nivoju in kaj delati na duhovnem nivoju. A ne? Ampak zdaj ti nisem povedala, kako bomo delali po vrstnem redu. Okay? Ampak delali bomo te 3 stvari. Zdaj bi pa rada, da ko bom jaz mešala karte, da si zamisliš številko 1 do 3. Katera številka te najbolj pokliče? 1, 2 ali 3. 1, 2 ali 3. Malce ti dam časa. Si? Okay. Torej, na tem področju moraš najbolj delati to, kar bom zdaj potegnila karte. Torej, dragi nadangel Mihael in Natanijel, povejte nam. Karta številka 1 bo čustveni aspekt. Torej, kaj delati po poravnavi Marsa in Saturna, ki bo na nas vplivala, paste to, do konca leta. Res je sicer, da 29.4. se poravnata še Jupiter pa Venera, ampak ta prva poravnava bo absolutno odločnejša. In ta druga poravnava, Jupiter pa Venera, je super kombinacija, ampak če imaš kakršnokoli kaotično energijo, bo šla mimo tebe. Zato si hočemo tokrat najbolj pripraviti z Marsom pa Saturnom. In nekaj ste zbrala karto številka 1, pomeni, da morate najbolj delati na čustvenem aspektu ob tej poravnavi. Prva karta, dragi nadangel Mihael in Natanijel. Kaj delati za čustveni aspekt? A ne? Super. Bag of marbles. Tole je, kako se ti reče, ne šatulica, ampak vrečka, frnikul. Veš, kaj pomeni ta karta? In unika vas je tudi, pazi, vse te 3 stvari moramo vsi delati, okay? Ampak unika ste enko, zbralka ste si zamislili številko še posebej. Karta frnikul pomeni, da doživljaš razna čustva, da jih imaš res veliko in da znaš čustveno hoditi v ekstreme. To pomeni, zdaj si dobre volje, pol ful padaš, da se ful samo sabotiraš, pol se imaš rada. A veš, skratka, veliko čustvenih nivojev imaš, ki pa ekstremno se menjajo. Frnikule so raznobarvne, velikih je in tako naprej. In ko ti enkrat frnikule vržeš, one veš, kam se frčijo. Saj vemo, smo se igrali kot otroci z njimi, a ne? Tako da definitivno je za tebe ključna meditacija za čustveno umiritev, zaradi tega, ker če ne po Marsu pa Saturnu, ti bo definitivno narekovalo tvoje okoliščine, to ali boš znala, ne glede na to, kaj se zgodi, držati neke mirne čustvene odzive. Ker če se boš odzivala, Mars pa Saturn bosta to delala, ti bodo tako šle okoliščine, danes bo vse v redu, jutri te bo nekaj demolirali. Tega si za tebe ne želimo. Za tebe je najti čustveni mir, res najbolj pomembno, kar si lahko zamisliš. Okay? Tako da čustveni mir, absolutno nekaj, kar zelo poišči. Tukaj ti definitivno svetujem, da začneš redno meditirati. Absolutno začne redno meditirati. Veš, kaj pa zdaj študiram, ne? Veš, kako ti pa lahko še pomagam? Jaz maja meseca začnem z novo rundo moje ekskluziv skupine, ki je na spletu, torej imaš spletno učilnico z številnimi videoučenji pa meditacijami. Imaš 16 videoučenj na mesec, 8 meditacij, pa vsak teden se srečaš z mano v živo pa skupino, kjer se potem tudi pogovorimo, pa še dodatno vodeno meditacijo ima ta skupina vsak mesec, torej 4.
4. teden in maja meseca delamo na tem, kar sem zdaj povedala. Delamo na čustveni razbremenitvi. Mogoče ti lahko ful svetujem. Daj poglej si na potovanje-duše.si. Res ti to ful svetujem, sploh če te je ta karta ful močno poklicala, a pa kdor drug, ki čute, da ste taki, da vas res, zdaj sem ful dober in pol sem apatičen in zdaj če to čute, bi vam to ful svetala, bo treba delati, res tokrat bo treba ful delati po tej poravnavi. Zadnjič mi je rekla ena tečajnica, veš, nekaj časa, pač neke druge stvari so se mi dogajale v življenju, pa nisem nič delala na sebi, pa sem ugotovila vse še slabše. Ja, zakaj bi nekdo nehal delati? Ne, itak, da je še slabše, ne smemo tega delati. Res zaupite na besedo, to se sami veste, ne, to je zdaj ta čas. Unika se zbrali karto številka 2, in številko si 2 zamislili, boste najbolj mogli paziti na svoj mentalni, torej možganski nivo in kako paziti na to, boste odgovorila Natanijel in Mihael. Baby! Kaj pa to pomeni? Vsi morate imeti otroka, ne, sej ne, heca se. Šli vsi otroke delati, potem bo pa baby vun v Sloveniji, kdo je zaslužen za to? Kristi Žmahar. Ne. Tole je karta notranjega otroka, ok? Vas so v življenju naučili razmišljati na način, kakor vi razmišljate. Vi misli, ki jih kreirate glede sebe, svojih sposobnosti, pa tako naprej, so vas to že v otroštvu naučili. Vaša naloga je, da zdefinirate nove lastne misli in vse tiste, ki so, mislim, usiljene, nekako so vam bile priučene, je čas, da jih začnete zdraviti. Ampak začeli se že v vašem otroštvu. Številne vaše misli so naučene, da vaš tok misli gre točno na tak način, kakor ga vi zavzamete. In tiste misli, ki vam niso okej, je zaradi tega, ker je to bilo priučeno, naučili so vas, ko razmišljati. Zdravljenje notranjega otroka in slediti nekako temu, kar ste kot otroci sanjali, verjeti v sanje, kakor otroci verjamejo, tako miselnost razviti. Tu, če je vera v pravličnost pa pravljice. Vse to ne pomeni, da boste verjeli, da boste na metli leteli, ampak premalo ljudi verjame v pravličnost. Jaz bi vas ful usmerila na take energije. Okay? In zdaj še 3. karta, torej pomeni tisti, ki boste zbrali karto številka 3, a ne? Kaj delati na svoji duhovni energiji, torej posvetiti se svoji duši, kaj pa je tisto? No, pa da si pogledamo, kaj pa je ta karta. Vi pogledate prvi, pa pogledam jaz. Numbers, wow, pazite, tole je številka, vidite, gor je sveta geometrija in gor so številne številke, raziskovanje vesolja, dragi moji. To je ta sveta geometrija, lejte vesolje gor. Raziskovanje vesolja, novih opcij, učiti se nove stvari, duhovna znanja, duhovna izobraževanja. To je tukaj ključno. Karta je številka 26, če tukaj seštejem, ker sem šla zdaj za številkami 6 plus 2 je 8. Absolutno globoka znanja, kanaliziranje, angelske komunikacije. A veste, da se v nekih novih znanjih, pa to ljudje sploh niso zdaj več pogovarjali. Prvi 2 let se vemo, o čem se pogovarja, zdaj vsi se pogovarjajo, vse vemo kaj, kamorkoli greš, sam to poslušaš, a ne? Ljudje se več ne pogovarjajo o tem, kakšna znanja odkrivajo, kaj so se naučili, pa tako naprej. Treba se je poglobiti v neke globje skrivnosti vesolja. Okay? Pogledati za svoje življenjsko poslanstvo, raziskovati malo globje svoje življenjsko poslanstvo, res pogledati, kaj so detaljne noter te duhovne energije tega in tako naprej. Blazno veliko raziskovanja, opremite se znanji, ker ni nekako logično, pa vam je znano. A ne? Ampak se opremite s takimi znanji, ki so res unikatna. Imate tudi pri nas unikatna znanja, vedno si lahko pogledate, ampak kakorkoli že, dragi moji, a ne, nas definitivno čaka ena taka torej globoka popotnica vase, smo ugotovili pri vseh 3 kartah. A ne?
Skratka, želim vam en čudovit teden, napotke ste dobili, sporočila ste dobili in ne pozabiti, torej meditacija, 5.4., mi pa pazite to. Definitivno na poravnavo Marsa in Saturna, ne en dan prej, ne en dan kasneje, pa prav na ta dan, res, naš duhovni atelje praznuje 12. rojstni dan, to ne moreš verjeti. Mislim, valjda lahko verjameš, ampak mislim, da se spodobi, da če imaš rojstni dan, ne moreš častiti, zato častimo. Ob meditaciji 5.4. bomo seveda podarili vsem udeležencem, tako da toplo vabljeni na naše interno praznovanje. Posnetek dogodka v obliki video vsebine in v obliki audio meditacije. Torej, ko bo konc, bomo to naložili na neko platformo in ta meditacija, ki se bo 5.4. zgodila, je vaša zavedno. Poleg seveda tudi posnetka, celega posnetka. Meditacija posebej, pa še cel dogodek posebej boste dobili. Potem dobite 7 Natanjelovih simbolov, kateri bojo skrbeli za energijsko zaščito po poravnavi, ki jih boste na točen dotičen način enega imeli tukaj, kako jih uporabljati, zato da ne bo ta Mars sekel česa, ne pa kjerkoli delo vam preglavice. In ta tretje darilo je darilni bon v vrednosti 50 evrov. Zakaj pa naj ostane presenečenje? Vse dobre stvari so 3, kakor so bile te 3 karte. Tako da vabim te, da si pogledaš na potovanjeduše.si, kako popotovanje sledi in naj bo ta teden definitivno na tvoji strani Saturn, pa Mars tudi. Do naslednjič, ko se ti javim, seveda lepo se imej in čao.